Drage kolegice, spoštovani kolegi, zelo lepo mi je, da vas lahko pozdravim na 23. obletnici Instituta IPAL. In včasih se malo pohecam, da če je univerza kot cerkev, potem smo mi kot samostan. Tako da nismo najbolj množični, smo pa dovolj globoki. Že 23 let se razvijamo, malce tudi spreminjamo razvijamo svojo identiteto in poslanstvo, čeprav v svoji biti ostaja enaka, je mogoče v biti malo drugačna. Tokrat smo bili na sanski matrici, smo dobili še par novih idej, kam se gibljamo. Po 23 letih se je ogromno ljudi zamenjalo, veliko ljudi je ostalo in se jih tudi vrača. Imamo klub, društvo, ki živita že skoraj da samostojno življenje poleg samega inštituta, založbo, ki je tudi na nek način avtonomna in je otrok inštituta. Imamo številne tutorje, še bolj številne gojence, ki nas naredite še boljše tutorje. Tako da mi je veselje, da je Mario danes sprejel izziv, da bo nam dal eno predavanje o etičnem ravnanju v času krize, seveda v povezavi z Plutonom v Kozorogu, tako da izvoli Mario, počem aplavz na začetku. Ja, lepo pozdravljeni. Tule danes bom predstavil etično ravnanje v času krize, stran poti Plutona v Kozorogu. Jaz sem imel pred leti, to je bilo 2007, sem imel predavanje v Cankarjevem domu na to temo, čeprav sem ga zdaj precej spremenil, pa obrnil. Gre danes za 23. obletnico IPAL-a, oziroma ne danes, ampak 1. decembra, ker vemo, da je še vedno 1. december je tisti najbolj pomembni datum, ko se je začel, bom rekel, inštitut, in zdaj tukaj je pa v bistvu en takšen pregled čez tole krizo, ki jo je povzročil Pluton v Kozorogu in pravzaprav tudi kaj vse se dogaja. Zdaj, prelomnice, sem začel s prelomnicami nekako v 20. oziroma 21. stoletju. Te prelomnice so tiste, ki so zelo močne, zaradi tega, ker nekako nekje od Atlantide naj bi minilo okrog 13.000 let in to je lih polovica cikla od 26.000 let, kakor je pravzaprav sam obhodni čas vsi zemeljske, vemo, da je približno 26.000 let. No in te prelomnice mislim, da jih je treba malce bolj mogoče vsi pogledati. Zdaj, vodnarjeva doba bi se neuradno začela po drugi svetovni vojni. Zdaj, ali je to zdaj čista vodnarjeva doba, ali se delno prekriva z dobo rib, je biti težko pametno. Res pa je, da lahko nekako zvezdno prehaja iz enega znamenja v drugega, se pravi, ozvezdja so zdaj, oziroma nič stopinj, ona je nekje na začetku ozvezdja vodnarja. In tukaj sem navedel dva največja izuma, ki so znanstveniki se odločili, da to sta tranzistor in laser. Tranzistor, veste, da je povzročil potem neverjeten razcvet računalništva, potem sploh elektronike, telekomunikacij in tako naprej, laser prav tako izjemno pomemben in iz tega se je marsikaj razvilo na tem tehničnem področju. Tudi internet, pa vse te stvari so pravzaprav povezani z obema, posredno ali pa neposredno, no so pa druge stvari še, recimo genetika, naprimer se je začela strašno hitro razvijati, potem človekove pravice in mnogo drugih stvari, ki v bistvu na nek način kaže na ta vpliv vodnarja in na to pravzaprav, da poskušamo zdaj eno
skupinsko dinamiko človeštva, nekako tudi ta globalizacija, ne, je tudi tipičen primer te vodnarjeve dobe. Se pravi, globalizacija kot takšna je pravzaprav poenotenje sveta na nek način tudi na gospodarski, ampak ne samo na gospodarski, ne, tudi predvsem na okoljski dinamiki, je vse zgrajeno. Ne. No, Nostradamusov horoskop, ko se namreč imenuje, je bil znan že z časa Nostradamusa, ne, in je postavil tole 11.8.1999, 13.09, posebno mesto v času, v prostoru, ne, in tale veliki križ, ki nastane v tem Nostradamusovem horoskopu, je dejansko v sončevem mrku, kot vidite, tam v sred piše Luna, konjunkcija Sonce, konjunkcija Zanka. Ker imamo to v konjunkciji, vemo, da gre za mrk, in to je sončni mrk, ne? In nasprot tega mrka, ne, je seveda južna zanka, ker mora biti tako, ne, vedno je v mrku tako, ampak se je zraven priključil Uran. Tako da je Uran v bistvu v nasprotju z tem močno konjunkcijo, in ta je pa povzročila seveda ogromne spremembe, ne, ker Uran je planet sprememb, pa tudi nenazadnje vodnarjeve dobe vladar. Ne. To se pravi, in seveda, da gre za usodne zadeve zanke, ne. In zdaj na to os, ne, na to opozicijo, je pa v kvadratu še ena os, Saturn-Mars. Vemo, da Saturn pa Mars v opoziciji sta izjemno lahko neprijetna, ne, ker Saturn vztraja na principih, ki so starejšega datuma, se pravi, ki so tradicionalni, ne, medtem ko Mars pa vlada pravzaprav nekim željam po napredku, po tudi akciji in tako naprej. In zdaj skozi to opozicijo seveda je marsikaj ali zablokirano, ali oteženo in tako naprej. In zdaj, če že vzamemo, da je ta Saturn tudi v kvadratu z Uranom, ne, in da je tudi Mars v kvadratu z Uranom, so pa te stvari seveda še toliko bolj problematične. Se pravi, da smo prišli v neko dobo, kjer napredek absolutno ne bo več tako hiter, kot je bil v 20. stoletju, predvsem od druge svetovne vojne naprej, ampak da se bo upočasnil, kljub temu, da je želja velika, ampak vendarle nas bojo določene spregledane stvari lahko precej kaznovane, ne, in to že vemo, da je tako. Ne. No, naslednji tak zelo močen preskok je bil 11.9.2001 ob 8.45, ko gre za napad na dvojčke, to se pravi na stolpnice, dve stolpnici v New Yorku, ne, World Trade Center. In potem drugi napad je bil še potem malo kasneje, ne, in ta seveda ima pa precej, bom rekel, močno sporočilo, ne, da se je začelo zdaj 21. stoletje, nekoliko prej sicer, ampak da gre za en velik preobrat, ne, da nobena država na svetu ni več varna, ne, da povsod smo ogroženi, ne, pa ne samo zaradi vojaških zadev ali pa ne vem, napadov, recimo in podobno, ampak zaradi drugih stvari tudi. Ne nazadnje zaradi tega, ker sami sebe uničujemo. Ne. Na način, recimo, kako delamo z Zemljo kot planetom. Ne. No, tranzitni prehod Plutona v Kozorogu je bil 26.1.2008 ob 3.48 zjutraj in je potem trajal do 14.6.2008, če se spomnite, takrat smo mi predsedovali v Evropski uniji. Ne. No, potem je bil malce pauze, ne, ker ta prvi del je običajno rekel kot en predtakt, ne. Potem je pa tisto srednji del, ki bo trajal do 23.3.2023 in potem je še vmes en majhen, nekaj mesecev razlike in potem je še zadnji del, ta je pa 11.6.23 do 21.1.24, ko se potem Pluton v Kozorogu poslovi. Zdaj, v času tega, to se pravi 16.1.2008 pa do 21.1.2024, je v bistvu vladar Saturn prešel od Device pa do Rib. Se pravi, naredil pol zodjaka in pravzaprav seveda se s tem, ko se Saturn spreminja, se tudi spreminja Pluton v Kozorogu, ker v bistvu na nek način imata neko povezavo, tako kot vladarji pa
planeti, ki jih vladajo, seveda na nek način so povezani. No, tukaj od spodaj sem napisal še eno prelomno točko, ki je še nismo doživeli, je pa v tem pasu noter do leta 2024 in sicer v zvezi z Združenimi državami, namreč 19.2.2022 bo Pluton tranzitni v Kozorogu na natančni konjunkciji z retrogradnim Plutonom v Kozorogu v drugi hiši horoskopa Združenih držav. In ker je to v drugi hiši financ, ne, in ker je, veste, ZDA so finančna velesila, ne, je v bistvu tukaj lahko pride do dosti težkih zadev, ne, ker sicer odvisno od tega, kaj se bo do takrat zgodilo, oziroma koliko bo država na to pripravljena. Ne. Torej, kdaj se je začel pravzaprav ta problem? Ne? Problem se je začel leta 2007 in sicer proti koncu leta, ko je počil, kot so rekli, nepremičninski balon. Se pravi, ljudje so si večkrat recimo izplačali določene kredite na račun raznih posojil, ki so bila izjemno razširjena in vsak je dobil posojilo, ki ga je želel. In seveda enkrat je bilo tega preveč in takrat se je začel ta problem, da so mogli svoje nepremičnine zastaviti, ne? In potem, ker niso mogli odplačevati, so mogli potem vrniti nazaj in so ostali brez hiš, brez avtomobilov in podobno. Ne? Tako da se je potem, ko so začeli to reševati, ker banke so pol poskušale to spremeniti, to se pravi, to vrednost nepremičnin v denar, tega pa niso mogli, ker je bil zasičen trg. In se je potem v bistvu javni dolg države blazno povečal, ne? In takrat je propadla tudi ena največjih bank, Lehman Brothers, ne? Ki je pravzaprav potem povzročila pa krizo. In če ZDA kihnejo, ne, potem ima ostali svet gripo, ne? Tako da v bistvu je prišlo do tega preobrata. Pa še nekaj zanimiv, leta 2008, ko gre Pluton v Kozoroga januarja, ne, je pravzaprav bilo zanimivo to, da so svetovna kriza, ki je nastala, dejansko bil Pluton v opoziciji s tistim časom, ko je bila pa kriza leta 1929, ko so pa propadle borze, ko je potem nastala revščina, ko so bili ogromna brezposelnost in tako naprej. Ampak zanimiv, Plutona sta bila v opoziciji. Ne. Se pravi, krize se pojavljajo, ne, na teh glavnih znamenjih, ne, saj v modernem času, in je bilo prav zanimivo, kako se je pravzaprav odražala nasprotna dimenzija, ne? Dinamika, nekoliko drugačna pri Raku kot pri Kozorogu, vendar sta vedno v opoziciji in imate neko skrivno povezanost. Ne? No, potem je še eno tako prelomno leto 2012, to je konec majevskega koledarja, ki je bil seveda tudi nek paradoks, ne? Potem so pričakovali povečano aktivnost na Soncu. Ne? Namreč astronomi so ugotovili, da vsakih 11 let pride do zelo močnih sončnih peg in takrat so valovanja izjemno močna in če bi bilo to takšno stanje, kot je bilo v 19. stoletju, bi verjetno prišlo do izjemnih težav na komunikacijskem področju in so se tega bali, vendar se to ni zgodilo in to prvič. Se pravi, ni se zgodilo, da je na 11 let perioda, ampak ni bilo pravega prihoda teh sončnih peg. No, potem se je ugotovilo, da je prišlo do premika magnetnega polja Zemlje in da je zmanjšano tudi magnetno polje Zemlje za 15%. Se pravi, ta zaščita, ki jo mi imamo, glede na kozmos, je zmanjšana. Ne? Tako da, sprememba hitrosti zalivskega toka je tudi pomembna, ker ta zalivski tok premika zračne mase in te zračne mase vplivajo seveda na vreme. Tako da v bistvu ta atlantski tok se je zdaj spremenil, kar je bilo tudi nenavadno in seveda to lahko potem povežemo tudi z segrevanjem celotnega ozračja oziroma Zemlje kot take. Ne? No, potem je bil še tlele en prelomni trenutek 21.12.2012, ko je bila velika konfiguracija Jod in je bil Jupiter v inkonjunkciji s Saturnom in Plutonom, ne, kar na nek način pomeni, da dobro je naša zaščita, je ogrožena skozi zemeljski koncept Saturn in skozi kozmično čiščenje ali purifikacijo Plutona. Ne. In se pravi, da tukaj seveda bo zelo težko doseči, oziroma je bilo nakazano, da bo zelo težko doseči pravzaprav ene večje napredke in da bomo več ali manj
imeli težave s tem, kako stvari spraviti tako daleč, da bomo lahko zadovoljni z tistimi stvarmi, ki so vezane seveda na vse probleme, ne? Se pravi tudi na okolje, pa na recimo to produkcijo, pa te zadeve. Ne? No in 2014 je bil žled v Sloveniji, to je bilo februarja, ne? Takrat je bil Jupiter v opoziciji s Plutonom, ne? Tako da v bistvu je bila ena takšna situacija, ker je bila ta struktura snega in ledu zelo čudna. Zelo čudna struktura in so ugotavljali, da lahko bi kakšne kemične snovi bile vzrok temu, čeprav to noben ni priznal od pristojnih. No, 2015-2016 je prišlo tudi do zmernega povečanja sledi, ki ga puščajo letala. To je tako imenovani chemtrails. In v bistvu vemo, že v času, ko so bile olimpijske igre v Pekingu in ko so bile olimpijske igre v Sočiju, da so ogromno kemičnih snovi uporabljali za to, da so urejevali vreme po svoji podobi. In seveda to absolutno lahko negativno vpliva na nas. So pa lahko še druga ozadja, v katerih zdaj ne bi špekuliral, ampak znajo biti pa kar pomembna in se bojo prej slej tudi skazali. Potem od 96. leta naprej ogromno je bolezni, predvsem z rakom, to je kožni rak, zaradi ozonske luknje, onesnaženja zraka in hrane. Se pravi, gre za eno, ne vem, koliko načrtno ali nenačrtno, škodovanje človeštvu, ker nazadnje nas je že 7,5 milijard in lahko da počasi to komu tudi ne ustreza. No, 99 je bila tudi zelo, od leta 99 zelo sporna ta uporabe kemičnih sredstev pri pridelavi in konzerviranju hrane. Recimo konzervansi, aditivi in druge substance se zdaj uporabljajo čist povsod. Praktično ne morete najti, če kupite moko, imajo not konzervanse. Se pravi, vse povsod, tudi če hočete svoj kruh narediti, ga na koncu ne naredite čisto tako, kot bi moral biti. Tako da se tle postavlja vprašanje tudi sistemskega uničevanja človeštva. No, etično ravnanje in kriza. Naš planet je po letu 1999 stopil v obdobje novih kozmičnih vplivov in energij, kar smo videli že tam po temle Nostradamusovem horoskopu, ker vi morate vedeti, da ta horoskop ni samo simbol tistega leta ali pa tistega dneva, ampak v bistvu vpliva naprej. Ima svoj, bi rekel, podaljšek, in dejansko vpliva na mnoga, kako bi rekel, torej stanja in dogajanja tudi 10 in več let naprej. Se pravi, tako kot rojstni horoskop, se ne nazadnje tudi rojstni horoskop nečesa ali nekoga vpliva na njega celo življenje, čeprav ga on na nekaj čim prerašča. Ampak tukaj je prišlo pravzaprav do velikih premikov. To je tudi tisto, kar sem že prej omenil, ker smo v opoziciji na stanje, ko je bila Atlantida. In zaradi tega je to tudi preko dodatna informacija o tem, da smo res v obdobju velikih sprememb. Zdaj, pretok kozmične energije je zelo povečan in zelo spremenjen. Tako da lahko pričakujemo tudi v bodoče popolnoma drugačne, bi rekel, odnos do marsičesa, ker če se tega ne bomo zavedli pravočasno, seveda nam ne bo pomoči. Zdaj, etika, morala in vrednote človeštva so usmerjene v napačno smer. Pa ne bi zdaj govoril o najbolj splošnih zadevah, se pravi o ljudeh, toliko kot bolj v tej smeri voditeljev, ker v bistvu namesto, da bi uporabljali popolnoma drugačen pristop, v bistvu delajo takšne stvari, da vse vodijo v destrukcijo. In se tudi ne znamo ustaviti. Enostavno so interesi, moči in tako naprej razporejene tako, da dejansko težko gremo v pravo smer, oziroma si prizadevamo, vendar je učinek relativno slab. Zdaj, svet vodi relativno majhna skupina posameznikov, ne vem, koliko se to zavedate, ampak dejansko je mogoče 200-300 ljudi na celem svetu, ki imajo bolj ali manj nadzor nad glavnimi zadevami. Recimo, ko so delali statistiko, so ugotovili, da v Veliki Britaniji ima 0,40% ljudi, v bistvu več kot polovico premoženja britanskega, pa to ne mislim samo britanskega, ampak tudi okrog, se pravi tam, ki so imeli oni kolonije in tako naprej. Tako da gre za v bistvu relativno majhno število ljudi,
ki pa imajo pravzaprav svoj etični kodeks usmerjen v svoje ozke osebne interese in predvsem gre tukaj za moč, nadzor, pohlep in podobne zadeve. Ne? No, duhovni razvoj pravzaprav je nujno potreben, ker mi moramo pravzaprav se nekako prestrukturirati v tem smislu, mislim, kot človeštvo, da bomo drugim hoteli dobro, ne da bomo drugim hoteli slabo. Ker če bomo hoteli drugim slabo, vemo, da se nam to vrne kot bumerang in da v bistvu na nek način nezavedno tudi sebi naredimo slabo. Ne? Se pravi, v bistvu vse civilizacije, kakor je pač znano, ne, znanosti in tudi drugim, da dejansko so vse civilizacije propadle v določeni fazi, ne, ker so pravzaprav od znotraj na nek način propadle. Ne, se pravi, iz notranje destrukcije, ne, in to seveda vodi lahko zelo daleč, ne, se pravi do samega sesutja. Mnogi ljudje se sicer tega zavedajo in predvsem je važno, da mi nekako usmerjamo pozitivno energijo. Ne nazadnje smo na inštitutu, smo del slovenske družbe in tako naprej, da nekje pozitivne vidike stalno propagiramo in da poskušamo dobro delati v pozitivno usmerjenost, ne pa v pohlepnost in egocentričnost posameznikov in človeštva. Ne. Ker v bistvu vse se začne, kot pravijo Kitajci, vse se začne s prvim korakom, če greste na neko pot. Ne. In v bistvu, če vsak nekaj naredi, se počasi te stvari vendarle spreminjajo. Zdaj, tale razvoj tehnologije je paradoksalen. Ne. Na eni strani nam nudi ogromne vire informacij, ne. Se pravi, mi lahko zvemo v vsakem trenutku skoraj da vse, ne. Po drugi strani nam pa daje absoluten nadzor oziroma nas na nek način izpostavlja kontroli velikega brata, kot rečemo, ne. In ta veliki brat natanko ve, kje ste vi bili, kje ste kupovali, koliko ste kupili, koliko ste zapravili, kaj je recimo za vas zanimivo in vam pravzaprav prek Facebooka, prek vseh ostalih stvari na nek način skozi sledijo, ne, s takimi in drugačnimi piškotki in tako naprej. Ne. Skratka, tukaj so v bistvu potem te stvari, ki jih je treba malo tudi vzeti, ne, v obzir, da na nek način gre za to, da bi nadzirali vse, ne, in da obstajajo ljudje, ki samo o tem razmišljajo. Ne. Kako bi kontrolirali vsakega posameznika. Ne. Kriza ni samo ekonomska, ampak splošna. Ne. Gre za družbeno krizo. Ne. To se pravi, to je kriza držav, družb, potem seveda tega, da je vedno več ljudi revnih, da v bistvu eni bogatijo neslutano, drugi nimajo za jesti, ne, tudi v slovenski družbi se je to pojavilo. Zdaj te socialistične družbe, ki so še malo zadrževale ta kapitalistični sistem v tem smislu, da je bil takrat previdnejši, ne, je zdaj postal zelo, zelo vsemogočen, ne, in da seveda tiste države, ki so spremenile družbeni sistem, imajo v bistvu zdaj nižjo stopnjo razvoja kapitalističnega sistema. Ne. To pomeni, da so na nižji ravni kot druge in da tam se še vedno srečujemo z nekimi podobnimi stvarmi, kot so se te države srečevali v 19. 20. ali pa začetku 20. stoletja. Ne. Tako da v bistvu moramo čez te faze, ne, da pridemo na višjo obliko. Ne. Potem okoljevarstvena analizitev, vsi vemo, ne, pa moralno-etična. Ne. Se pravi, zmeraj treba delovati v smislu pozitivnega razvoja. Ne. Zdaj, po drugi strani se pa sodobna znanost obnaša, kot da je vse mogočna. To je tudi spet posledica tega, da nima pravega nasprotnika, bi rekel, ali pa pravega tekmeca, ker kadar ni konkurencija, takrat tista edina sila začne delati stvari, ki jih ne bi smela. Ne. Se pravi, ki postane vse mogočna. Ne. Tako da v bistvu sodobna znanost sicer zdaj že malce v smer mistike razmišlja, vendar niso prišli zelo daleč. Ne. Tako da v bistvu te energije mistične zadeve, ki so povezane na tisto, kar ne moreš zmeriti, kar ne moreš drugače kot samo čutiti, pa še to ne vsak, ne, je pravzaprav tisto, kar je povezano z našo dušo, ker naša duša ni mehanična, ampak je umetniška. In seveda ti ljudje, ki vodijo svet, so tudi vsekakor povezani z znanostjo, ki jo obračajo v svoj prid, ne,
in zaradi tega imamo to neoliberalno brezdušnost, krutost, neobčutljivost in propad pozitivnih vrednot, predvsem zgoraj, na zgornjih plasteh družbe, tisti, ki odločajo marsičega. Zdaj, kriza je spet vedno priložnost, priložnost, da se nekaj spremeni, nekakšno razpotje, ki ima za posledico razvoj ali pa uničenje. Se pravi, mi smo na razpotju, a gremo naprej, a gremo nazaj. In to velja seveda tudi za posameznika, to ne velja samo za družbo, se ne nazadnje družba je v celoti tudi sestavljena iz posameznikov in množica ljudi lahko seveda s svojimi mislimi, s svojimi energijami ustvarja pozitivne ali pa negativne učinke. No, zgodovinsko gledano je bil v Plutnovem kozorogu vedno neko posebno obdobje. Ko greste gledati nazaj, recimo 248 let, pa še 248 let, pa tako naprej, boste videli recimo leta 1600, ne vem koliko bi mogel gledati točno številko, tudi v 17. stoletju, ko je bil v Plutnovem kozorogu, je bila Katarina Velika, potem je bil recimo Jean-Jacques Rousseau, pa je bil naprimer potem rojstni datum Združenih držav je takrat, leta 1877, recimo in tako naprej. Skratka, to so, bi rekel, ena obdobja, ki jih tudi zgodovinsko gledano kažejo, da prihaja do velikih družbenih sprememb. Zakaj družbenih? Ker kozorog dejansko predstavlja strukturo neke družbe, neko ambicijo in tako naprej, in Pluton je tisti, ki pravi, ali je ta struktura dovolj trdna ali ni dovolj trdna, in če ni, potem je treba to uničiti in na osnovi te smrti tega v bistvu vzpostaviti neko novo stanje. Se pravi, nekaj se mora roditi iz uničenja obstoječih struktur, ki niso več v redu. No, tako da je prišlo pravzaprav tudi v teh zgodovinskih obdobjih do rušenja struktur, do novega gledanja, recimo do velikih družbenih sprememb in da pravzaprav zdaj enako ugotavljamo, so bila pa to vedno obdobja, ko so nekaj zategovali pas. No, Dalaj Lama pravi, naš osnovni namen je promovirati človeške vrednote z namenom ustvarjanja mirnejšega sveta za 7 milijard ljudi. Namen ni pridobivanje moči in vpliva, ampak ustvarjanje notranjega miru. In to je več kot res. To se pravi, to je edina prava pot, ki jo lahko izberemo, ker tako kot pravijo, tele Lenarčiča, kaj je naš pilot, ki je letel, je rekel, svet je prazen. Svet je prazen, to se pravi, kaj to pomeni? To pomeni, da praktično so ogromne površine popolnoma prazne, potem se pa celo človeštvo gnete na majhnih površinah ogromnih mest, ki je po 20, 30, 40 milijonov ljudi na pravzaprav res majhni površini, medtem ko vse ostalo je pa prazno. Se pravi, prostora je več kot dovolj, ampak ali ga izkoriščamo prav, ali, to je pa druga pesem in tukaj seveda potreba še veliko narediti. No, Dalaj Lama tudi trdi, da je etično vse, kar služi ljudem v konstruktivnem smislu, kar je v službi miroljubnih in pozitivnih ljudi in omogoča posamezniku in družbi, da je sočutna, milostna, razumevajoča in tolerantna do drugačnosti. To se pravi, to so te vrednote, ki bi jih morali slediti. Zdaj, ali je to vsakemu jasno ali ne, to je ena stvar, druga stvar je pa, ali to izvaja. Ali je lahko tisti, ki sočustvuje z drugimi, ker to nas povezuje, to nas ne ločuje. Ker imamo možnost, da nas ločujejo stvari ali pa zbližujejo. No, in seveda, kot vemo, že od začetka vesolja delujeta dve kozmični sili, to je konstruktivna in destruktivna. Konstruktivna je materija, destruktivna je pa antimaterija. In je zelo dolgona sila premagala destruktivno. To se pravi, antimaterija je šele čez določeno obdobje postala manj močna od pozitivnih energij. In to se podobno dogaja tudi povsod. Poglejte, kjerkoli je destruktivna sila, mi vemo, da je destruktivnost zelo enostavno uporabiti. Podstaviš bombo in ta eksplodira in poruši neko hišo, ki je pa mogoče nekdo gradil 20 let. Se pravi, konstruktivnost in rabi veliko časa, destruktivnost pa zelo malo. In to je v bistvu od začetka kozmosa tako. Zdaj samo za to gre, ali to zdaj zaznavamo tudi na našem planetu ali ne.
Zdaj, te destruktivne sile so netransparentne. To se pravi, kaj to pomeni? Da so enostavno takšne, da skrivajo svoje namene in kujejo v temi in v osami pravzaprav tisto, kar bo za njih dobro, in druge pa vse ekskludirajo. Se pravi, jih na nek način, bom rekel, izločajo, ne glede na to, kakšne so posledice za druge. Zdaj, seveda, konstruktivne sile gradijo na transparentni način, ker se nima nečesa bati. To je tako, ker recimo prva stvar bi bila laž, druga stvar bi bila pa resnica. Če vi govorite vedno resnica, se vam ni treba ničesar bati. Čeprav lahko prijete v kakšen poseben položaj, ampak načeloma ne. Torej, splošna blaginja je njihov namen in zadovoljstvo in mir vseh ljudi na zemlji. Zdaj, če vsi tako razmišljamo, ali pa bi tako razmišljali, vsak posameznik od teh 7,5 milijard ljudi, verjetno bi se zelo hitro stvari začele vračati na plus. Torej, konstruktivne sile s časoma nadvladajo destruktivne sile. To kaže zgodovina kozmosa in sploh tudi v astrofiziki, ali kjerkoli gledate, in vi veste, tako kaj zgoraj je tudi spodaj, in tako kaj spodaj je tudi zgoraj, Hermes Trismegistos, se pravi, iz tega sledi, da bo takšna pot, recimo, sicer dolga, ampak se splača vztrajati na konstruktivni energiji. Seveda sta pa obe, tako konstruktivna kot destruktivna, povezana z dvema obrazoma ali stranema astrološkega Plutona. Se pravi, Pluton je lahko popolni uničevalec, in to tisto, kar pravzaprav govorimo o stranpotih Plutona v Kozorogu. Pluton gre prek posameznih znamen zodijaka, in začel je, kot vemo, že tam v Levu, ko je bila druga svetovna vojna, in je zdaj prišel do Kozoroga. Se pravi, ni še prišel v pozicijo v Vodnarja, ampak to bo po letu 2024. In to so različni načini transformiranja. Poglejte, ko je bil Pluton v Strelcu, je omogočil neverjetno ekspanzijo. Vse je bilo možno. Banke so posojale denar, kot da je to, ne vem, stranični papir. Se pravi, to so dobesedno razprodajale, vse je bilo zgrajeno na neki absolutni, bom rekel, principu, da je ekspanzija vsemogočna, in seveda to je pripeljalo v to točko, da je pravzaprav šlo vse čez rob. Pluton v Kozorogu je pa postavil v bistvu mejo. In je rekel, dovolj je tega, namreč to ne gre naprej, ker se bojo stvari sesule. In potem se je obrnilo. V bistvu te dva sta si zelo nasprotna, čeprav je Pluton vedno v enem ali pa drugem znamenju. In je prišlo pravzaprav do tega preverjanja intrdnosti struktur, testiranja tega, kaj je v skladu s časi, kaj pa ni, potem družbena ureditev in politika, vse te stvari so se začele zapirati v neke lastne interese, ograje okrog držav in podobne zadeve. Pluton pride v znamenje Kozoroga na 248 let in zelo burna dogajanja, ki so se v teh obdobjih dogajala, boste videli, če greste nazaj tam do začetka našega štetja, vedno gre za neke potrese. In te potresi do temeljev pretresajo družbene in osebnostne strukture in uničijo vse, kar ne zdrži njihovega pritiska. Se pravi, Pluton je test. Test, kako trdna je neka struktura. Karkoli že to pomeni. Se pravi, stranpota so vezana na to, da pridejo na oblast ljudje, ki so neverjetno ambiciozni, ker Kozorog je zelo ambiciozen in hočejo urediti svet po svoje, ne glede na to, koga s tem prizadanejo. Torej, Pluton deluje v Kozorogu konstruktivno ali destruktivno in skuša uveljaviti moč avtoritete in brezmejne oblasti, ki se pa nihče ne more upreti. Nazadnje, če gledamo tisto, kar sem prej rekel, Big Brother, se pravi, veliki brat, je to zelo kozorogovsko. To je nadzor v družbenem kontekstu in tako naprej. Zdaj, Pluton v Kozorogu načeloma ni vezan na etiko in moralo, čeprav seveda pravila igre, zakoni, pričakovanja in tako naprej imajo nekaj s Kozorogom, ker ta v bistvu ima željo po nekem strukturiranem sistemu. Ampak, pogledajte, ker je tukaj Kozorog in je Saturn vladar, skuša, ta pozicija na nek način
ustvariti red in disciplino na svoj sebi lasten način in podrediti svoje nasprotnike. Ne? Če hočemo popolnoma obvladovati vse okrog sebe, se ustanavljajo nove in nove strukture, ki bi pravzaprav zaščitile sloje, ki vladajo po načelu Kronosa in najboljše otroke požreti, ker potem ti nihče ne more vrsti z prestola. Ne? In v bistvu to zelo, zelo jasno pride do izraza. Ne? Recimo, kitajska komunistična partija, recimo, tako imenovana, ki sploh ni komunistična, ampak dobro, v bistvu ustvarja pravzaprav neko željo, njih ne zanima nič drugega kot oblast, isto je v Ameriki, isto je vse posod drugje, samo da so mečke razlike v tem, kako se en pa drug izraža, pa kako se dela lepega, pa finega, ne? Ampak dejansko je samo vprašanje obvladovanja in tudi kapitala, seveda. Torej, Kronos nekje, ki je skrit v tem Plutonov kozorogu na nek način, pravzaprav hoče imeti zlato dobo, ampak samo zase, ne za vse ljudi na svetu, se pravi samo za vodilni sloj. Tukaj Kronos tudi hoče za sebe obdržati prestol, ne glede na to, kako se imajo drugi. In seveda, v bistvu se vse to nekako kanalizira k tistim, ki vladajo svetu, se pravi, najmočnejšim, najboljšim in največjim. Je pa to Pluton kozorogu tudi zakonodajalec, ki popolno podrejenost zahteva in je nagnjen tudi k popolni destrukciji, ukolikor to ne more doseči na drug način. To omejevanje in ta nekakšen, bi rekel, kvazi fašistični koncept, ki ga srečujemo, ali pa avtoritarni sistemi, ki se pojavljajo, oziroma zelo močne desničarske sile, so tudi tiste, ki seveda hočejo na vrh družbene piramide in ko pridejo na vrh, ne pustijo nobenega več v to elito, tako imenovano. Se pravi, Pluton v kozorogu postavlja najvišje politične strukture, mafijski, fašistični, avtokratski in dominantni način obračunavanja z vsemi, ki so nasproti. In to zdaj vidite, posod se pojavljajo desničarji in na nek način skušajo še bolj obvladovati vse in še bolj bogateti, kot so že doslej. Torej, pehanje za močjo, brezmejno oblastjo, pohlepom, nadzorom in tako naprej, je to pravzaprav tisto, kar so stran poti Plutona v kozorogu. Se pravi, namesto, da bi razvijali sočutje, milost in razumevanje do sočloveka in do vseh živih biti, ne nazadnje, zdaj so jih ugotovili, koliko je koral, recimo, odmrl v morjih, ker se je temperatura toliko dvigna, da so korale kar umrle. Mislim, da jih je 80% tam pri Avstraliji. Skratka, vse na nek način gre v napačno smer. In seveda, to je samo zaradi tega, ker nekateri hočejo imeti veliko, potem, ko imajo veliko, hočejo imeti še več in tako naprej. In to Pluton v kozorogu na nek način stimulira, ker stimulira elite z tem kozorogovskim konceptom. Tako da seveda nekateri se strašno bojijo, kaj bo pa Pluton v kozorogu naredil. Nič ne bo naredil, ukolikor je trdna arhetipska struktura. To pomeni, če naleti tranzitni Pluton tudi, ali rojstno gledate na svoj horoskop, ali na horoskop države, kakorkoli, če so stvari zelo, zelo dobro strukturirane, močne, trdne, bi rekel, če imate hišo grejeno protipotresno, potem tudi Pluton v tranzitu kot potres te hiše ne bo podrl. Tako da v bistvu Pluton izvaja samo test. In test izvaja seveda zdaj na strukturah, na zemeljskem konceptu kozoroga. Prav vse tisto, kar je zemeljsko, je zdaj podudarjeno. Ko bo Pluton vodnaril, bo pa to že bolj na nivoju idej, na nivoju zraka. Tukaj pa seveda gre za druge stvari. Če pa slučajno Pluton v kozorogu izbira negativno konotacijo, potem pa ne izbira sredstvo. In on pač želi na Olimp in to bo dosegel za vsako ceno. Ali pa bo odpovedal. Se pravi, gre za vse ali nič, to je tista digitalna tehnika ena ali nič, ali vse ali nič, ali če hočete, tako kot je Shakespeare rekel, biti ali ne biti, to je zdaj vprašanje. Se pravi, iz vsega tega pač sledi, da Pluton v kozorogu zaviralno deluje, ima funkcijo transformacije družbe po eni strani, po drugi strani pa skuša uničiti zastarelo in odsluženo
in iz tega ustvariti nove dosežke in nove cilje. Zdaj, pač Pluton v Kozorogu poskuša napraviti red po eni strani, ampak za koga je vprašanje, ne? Predvsem za vodilne sloje. Ne? Potem stran pota so načini, kako izvajanje čiščenja, ne? Čiščenje ali purifikacija sveta, ampak na načelu tistih, ki za tem stojijo. Ne? Potem skozi smo z varčevanjem soočenje, ne? Ker v bistvu je ogromno razmetavanje denarja, spomnite se samo na naše zdravstvo, ne? In v bistvu bolje organizacija, nekdo, ki bi red naredil, pa ga ni, da bi naredil red, ne? Pa ne samo pri nas, ampak sploh v svetu, ne? In seveda do neke mere uspevata preko sprememba strukture, preureditev, sicer pa se stvari potem prenese na naslednjo obdobje. Če posameznik in družba nasprotuje Plutonu v Kozorogu, potem gre za hudo transformativno obdobje in to bi lahko bilo leta 2022, ko sem že prej omenjal, zdaj pa se vprašanje, kaj se bo zgodilo do takrat in to iz poteka bomo lahko sklepali, kako bo ta transformacija potekala. Ne? Tako da v bistvu takšne stvari so lahko tudi naša prihodnost in je Pluton v Kozorogu ima silno močan vpliv, mogoče najmočnejši tranzit sploh in je tudi signifikator neke dobe, ne? Se pravi nekega obdobja in to tudi zgodovinsko velja. No, tukaj imamo Slovenijo, samo par besed bom povedal. Pluton v Kozorogu zdaj na 16 Kozoroga in je bil zdaj kar nekaj časa na 15, pa 14, pa 13, pa tam je imel nekaj časa, gledajte, Pluton na Uranu, Pluton na Neptunu, pa še predtem je bil Pluton v Kozorogu na ascendentu, pa tako naprej. Ne? Skratka, zdaj to je narisano za danes, ne? In dejansko kaže se mogoče rahlo boljše stanje. Ne? Moramo pa vedeti, ne, da Pluton prihaja na Zanko. Se pravi, na severno Zanko, v prvi hiši, se pravi, ne bo še konc zabave, ne? V tem smislu narekovajih seveda, ampak bo še prišlo do pomembnih sprememb, predvsem na nivoju te duhovne rasti verjetno, oziroma ozaveščanja, ozemljitve, pravzaprav teh stvari, ki jih moramo narediti, če hočemo naprej. Ne? Potem pa sledi še prehod Plutona čez Saturna, ne? Tako da pa opozicija s Kironom, pogledaj, Kiron je na 27 raka, se pravi, dela opozicijo na 27 Kozoroga, Plutona Združenih držav. To se pravi, takrat, ko bo šel čez, bo dejansko naredil tudi seveda veliko spremembo in pri nas bo pa takrat tranzitni Pluton v opoziciji s Kozorogom, se pravi, ne, z Kironom se hoče reči. Tako da, v bistvu iz tega sledi, ne, da še imamo kar nekaj pred sabo, čeprav en velik del je že za nami, bo pa še problem. Ne. Zdaj Astrološki inštitut 1. decembra 1993, če postavite zdaj tranzite na to, vidite, da so Sonce in Saturn v konjunkciji, in da sta pravzaprav v 7. hiši. Zdaj, če bi imeli tam okrog rojstnega dneva, se pravi okrog 1. decembra, bi bil Sonce nižje dol, ne? Saturn bi bil pa približno na istem mestu. In v bistvu ta konjunkcija govori o tem, da ne, postaja naši 7. hiša, se pravi naši gojenci, zelo zahtevni, ne? Da zahtevajo strukturo, da zahtevajo pravzaprav tudi širino strukture, vidite, strelec, ne? In da pravzaprav želijo tudi zelo močen, bom rekel, osebni pečat, ne, se pravi, da jih zelo zanima, ne, morda v tem času, se pravi, da ta poudarek se na nek način izraža, ne. Pa tam gor imate zdaj Marsa na Saturnu, kar je sicer relativno hiter prehod, ne, ampak vendarle kaže, da hočeš še tu akcijo, ampak hkrati ne moraš, ker se je bojiš, ne. Tako da v bistvu to so sicer bolj prehodne zadeve, ampak načeloma je to tale, rekel, zdaj, če gledamo na primer pa še tale zadnji, to je pa tisti horoskop leta 2007, tudi IPALA, ne, prej AMR, ne, ki v bistvu pa kaže, ko smo spremenili določene stvari, tle je pa tranzit Sonca in Saturna, zdaj točno, vidite, tamle v 3. hiši in pravzaprav kaže na to, kako moramo velik poudarek dajati pravzaprav na komunikaciji, na pravzaprav širjenju znanja, na tem, da imamo zelo dobre in trdne osnove, na osnovi katerih potem ljudje lahko črpajo. Se pravi, bistvo je temelj, ne, nadgradnja je pol easy way, ne, ampak v bistvu ta problem je, ker dejansko je
treba pravzaprav tudi osebnostno pristopiti, kot vidimo, k komunikaciji, k občutkom ljudi. Se pravi, veliko več poudarka na tem, kar sem že prej rekel, ne? Sočutje, razumevanje, priključevanje, ne pa ločevanje in ostalo. Ne? Tako da, v bistvu Pluton je četrti, ne? Tako da na nek način imamo kar notranje stvari pod pritiskom, ne? Tiste stvari, ki so bolj skrite očem, ne? In dejansko zahtevajo tudi mogoče neke notranje spremembe globje. Ne? Jupiter je pa prvi, tako da načeloma smo kar optimistični, če ne bo tiste opozicije na Urana gor. Ampak to je zdaj trenutno tako, se bo pa to seveda tudi spremenilo, ker zdaj bo tudi Uran šel direktno in bo šel počasi iz 7. v 8. hišo. Toliko bi bilo za danes. Hvala za pozornost. Vanje tam v tem rojstnem horoskopu, to je zdaj en drug, če pogledaš rojstni, prejšnji, je Plutonov tranzit pomemben, ne? Ja, to sem hotel tudi povedati. Na konjunkcijo. Ja, sem hotel povedati, ampak načeloma je ta Pluton tudi tista zadeva, kjer bo zahtevala se, ker gre v 9. hišo. Ker se bo, ja, tlele je po Placidusu, ne, pa se je v bistvu v konjunkciji, tako da v vsakem primeru je v 8. in 9. In da dejansko zahteva neko bolj poglobljeno filozofijo, ki jo bomo mogli seveda soustvarjati, in strukturo na tem graditi kot na nekem novem principu. Tukaj nas je dobila neka ideja, ne, Uran Neptun takrat, o nečem, ne. Ker to je bila čisto natančna konjunkcija v 9. hiši, ne, ampak je ostala mogoče tako še malo v ozadju, ne. Ker kot mladostnik ima, ne, v 20. je ta tranzit Plutona čez Neptuna, konjunkcija približno v naših generacijah. Mislim, jaz, ko se spomnim, ko sem se priključil kasneje, 94. 95. je dejansko sem občutil to, da neka stvar, kot je astrologija, Uran, je pa ti Saturn tam v Vodnarju, da je to v bistvu verjetno ena redkih, če ne že edina institucija, ki se bo ukvarjala z nečem, kar je uransko-neptunsko. Ker tu Saturn vlada obema, in Uranu in Neptunu, in sam sebi. Pa tudi Uran vlada njemu, se pravi o recepciji. In ta v bistvu koncept je tle pomemben, ker v bistvu vse te stvari so bile prej zelo na takem terenu močvirnem, in se je vse vdiralo. In seveda, če hočeš po družbi narediti kakšen premik, moraš pa imeti kakšno institucijo za sabo. Tako da načeloma je meni recimo osebno bilo kar pomembno to, da obstaja nekaj, kar je veliko bolj, ali pa kar je resnično bolj strukturirano kot vse ostalo v Sloveniji bilo takrat. Vsi so imeli neke tečaje, pa ne vem kaj gor pa dol, ampak ni bilo prave institucije. No, tudi se mogoče ta 9. hiša, življenjski nazor, to je hiša življenjskega duha. Kako vidimo življenje, kako se življenje, kako ga vrednotimo, kako ga vidimo kot sistem. In je bilo dejansko zelo idealistično postavljeno, takrat s to konjunkcijo, bil je to nek visok ideal in če vedno je. In potem ta tranzit, ki se ga že čuti, Plutona, v bistvu pomeni, da nekaj se bo moralo materializirati. No, pa tamle od spred, ne vem, tisto večina ne pozna, ni črna luna, črna luna je na 21. ampak na 19 Kozoroga in je tudi v konjunkciji z obema Uran in Neptun, to je zelo pomembno, to je Selena, in ta govori o vilinski podobi ženskega arhetipa. Se pravi, poglej, v konjunkciji s tistim, kakšna je pozitivna usmerjenost celega inštituta, se lepo vidi, kot nek, breku, pravlični sistem, ki ga na nek način poskušamo integrirati v neko, breku, strukturo, v nek kozorogovski koncept, in hkrati Saturn 10,
to na nek način pokazati tudi javnosti in drugim, ne. Čeprav seveda vemo, da je marsikaj tega tudi ezoterično in da mnogi ljudje bojo še kar rabili nekaj časa, da bojo lahko se sploh priključili takšnim zadevam. No, ta Saturn je zdaj v spremembi, ker mu dela Uran, in to je že letos, ne, to je že celo leto, da mu dela Uran Sextil. Ja. Tako da je v bistvu ta cela 9. 10. hiša, ne, je v graditvi enega novega nivoja. Tako je. Drži. Okay. In to se vidi potem, ne, kako recimo, tudi potem, kako društvo deluje zdaj, klub, ne, kako smo neke nove ljudi dobili, kako je bila akademija letos, ne, prvič je bila konferenca, ne, in spet bo februarja, tako da. A lahko kot protivtež temu prihaja čas enih manjših, novih pa visoko etičnih inštitucij, ki so dobro strukturirane, pravično upravljene in s tem prispevajo k enemu takmu večjemu ravnovesju, tako da v bistvu iz mikroravni raste ta družbena sprememba. To je bilo na nek način povedano, tudi prej že, ne. Skozi vrstice sledi pač ta pozitivni koncept, ne, ampak tukaj smo zdaj bolj orientirani na sam inštitut, ne, čeprav inštitut je pa del sveda tudi celota. Kot inštitut, ne, take inštitucije kot inštitut, da jih bi bilo vedno več v družbi in bi potem ta družbena sprememba se dogajala od spodaj na zgor, ne od zgoraj na vzdolj. Se pravi, iz enih kvalitetnih, etičnih, pravično upravljenih organizacij, a ne, v višjo kakovost življenja. To je v osnovi tudi bila Jungova ideja, ne, to je jungovska korenina, ki jo imamo. Jaz koliko sociologinja vidim. Ja. Je dejansko, ne, iz laboratorija pač dela na sebi, a ne, se potem dela na sebi v paru in v skupini se pač naredi neka preobrazba, ne, ki se potem tudi materializira skozi obnašanje, odnose, a ne, vpliv v svetu. In mislim, da psihološka astrologija tukaj je res kraljica znanosti. V službi tega, kot se rekel Marja, ne, razlikovanja, ne, med konstruktivnimi in destruktivnimi. Ampak mi smo tukaj neki ambasadorji, ne. Tako. Ta ambasadorstvo v bistvu je tisto, ki ne bi se širilo, ne, se širi na nek način. Se ljudje tudi razmišljajo, recimo se spomnite, takrat, ko je Humar imel težave, cela Slovenija je mislila na njega in se je takrat rešilo, ne. Pa naslednjič pa ni bilo noben niti vedel, ne. Ampak hočem reči, ne, s temi pozitivnimi misli, pozitivnim razmišljanjem, misli se prej ali slej materializirajo, ne. In če imate vi skozi negativna čustva, negativne misli in tako naprej, tudi vlečete negativna čustva od drugih na sebe, ne. Se v bistvu deluje kot magnet, ne. Medtem, ko če imate pozitivna, pa pozitivna dobivate. Tako da v bistvu je treba vedno ta pozitivni vidik ustvarjati, občutek, bom rekel, pri sebi in se boriti s tem, kar nas skuša potemniti, nam zastreti pogled, nas delati jezne, besne na druge in tako naprej. Ker če smo na druge besne, smo tudi nas. Pa to strah, ne, predelati strah pred tem, da se odpreš, ne? To je bilo tudi danes v sanski matrici. Ja, zato, ker ta odprtost lahko deluje v tem smislu, kot smo prej rekli. Velik sociolog Giddens je pisal o tem, ne, da se družbena sprememba dogaja od spodaj na vzgor. Skratka, če je strah, da zato, ker si drugačen, ne bo sprejet ali napačno razumem, se je treba s tem strahom na nek način spopadati in ga postopoma potrpežljivo predelovati in se vendarle odpirati na vzvane, ne? To je en del kozoroga, ne? Pa ta Saturn, tudi kot tak simbol strahu, ne? In sej v bistvu Saturn v 10, ne, že sam po sebi govori, ne, da se je treba vedno potruditi, da ne bo šlo na easy, ampak ko boš pa dobro se pripravil, pa uredil stvari, tako kaj treba, potem pa lahko računaš, da bo uspeh, ne. Se pravi, v bistvu ni Saturn 10 samo
bi rekel, en signifikator uspeha kot takega, ker je vedno mora biti podprt s trudom. Nikoli ne more biti, bi rekel, samo sebi umevan in tako naprej. Ne. Tako da v bistvu, in tukaj je vedno bilo, mi smo se od začetka skozi trudili, da bi pač pozitivno delovali, seveda včasih zapade en in drug ali kdorkoli tudi na inštitutu, kakšne negativne vode, ampak v bistvu je bilo to le v manjšini, no. Tudi v zgodovinskem konceptu od leta 1994 lahko govorimo. Moram reči, da je bilo zelo veliko pozitivne energije, ne, in da je pravzaprav to bilo vodilo. In nenazadnje se to vidi iz 9. hiše, ne, tudi, ki kaže na to, kako je duh inštituta bil na nek način uransko-neptunski, ne, in podprt s tole seleno. Prav, iz tega sledi, da pravzaprav imamo mogoče tudi dovolj domišljije, dovolj breko širine, ne, dovolj tudi vstopa mistike, potem recimo tudi stvari, ki so povezane s karnacijami, inkarnacijami in tako naprej. Ne, ker nenazadnje bi se lahko mi tako zaprli, ne, ker se je tudi Freud pa rekel, da on bo pa znanstvenik. Ne, in, ali pa bi... Ne, ja, ali pa Jung je pa rekel, jaz pa hočem biti v povezavi s svetom, ne pa da sem sam znanstvenik. Ampak to je tudi Jungov Saturn, ne, tako 24 podraga. Ali pa bi tako kot Jung zavrgli možnost, ne, da bi naredili en sistem, ne, za svet, ker on je v bistvu zavrnil možnost, da bi bil kakšen inštitut iz njegovega učenja in je tudi ni prestopil praga, ne, ko so pol njegovi učenci naredili ta inštitut, ni prestopil sploh praga tega inštituta, kar se je pod njem imenoval. Ne. In na nek način je treba narediti, mogoče tako, kot se rekla Suzana, nekaj iz sebe ven, ne, eno strukturo, ki kaže pot, ne, pa, ki pa hkrati se ves čas tudi lahko spreminja. Ker vsak inštitut meče svojo senco, ne, svojo moralno senco meče. Če preveč trdo zagovarja neke končne recepte, ne, kot bi se utegnilo zgoditi, če ne bi imeli psihološke astrologije, torej bi najbolj zapadli na neke bolj trdne kozorovske recepte, kaj nekaj pomeni. Oske. Tako. Pomembna je sprotna refleksija in postopnost, na vsakem koraku refleksija, zelo počasne, ne radikalno se odpreti, ampak tako selektivno, počasi. Ne? Zato, da predeluješ vsak korak, ker se zavedaš, da si drugačen in da lahko sprožiš tudi določene negativne povratne informacije in jih predelaš in greš zopet naslednji korak naprej. Se pravi, evolucijska pot, ne revolucijska, ampak evolucijska. Ampak tudi ta Pluton v Kozorogu to na nek način stimulira in tudi, ker Matjaž je rekel, ne, ta Neptun, recimo v 9, ne, to je pravzaprav, se kaže, kako je to res psihološka astrologija. Jung je bil mistik na nek način. Pa duhovna. Duhovna, seveda, ker je v 9. hiši, ne, ampak tako, ne, mislim, da ne, ker, kot vemo, na univerzah, razne inštitutov, pa tako naprej, ampak imajo težave zaradi tega, ker isto, kar mu je že Freud povedal Jungu, ne, da če se držiš tele poti, ki je znanstvena, ne boš imel težav. Če greš pa tja, pa je vse možno, ne, in dejansko se to dogaja še od danes, ne, kljub temu, da je že toliko let po njegovi smrti, pa še vedno isto. Tako da, bo še treba veliko odpiranja, ne, ampak vedno strukture držijo stvar, kaj Kozorog, ne, strukture držijo. Ne. Vse zato. Mi imamo pa že v bistvu postavljen, tako že v rojstnem horoskopu, da je to dopuščeno in da je to celo zaželjeno, ne. No, zanimivo je to, da ta horoskop ni bil izbran naprej. To se pravi spontano. Torej, da smo se dobili takrat, da je bila neka skupina. Kako mora biti? Neka skupina je bila, a ne? In smo se zbrali takrat, pač, ki sem jaz učil, in smo zbrali takrat, ko smo vsi lahko prišli. To je bilo en deloven dan ob 4 popoldne. To je bila sreda. Sreda, evo. No, ampak nekaj so tudi zanke padle. Na os, ascendent, descendent. Zanke. Severna in južna. Ja, to so tudi moje zanke osebne. Najdeš. 5 pa 30. Poosebljaš inštitut. No. Zdaj, hvala Bogu, že dolgo nisem sama, ne, in me ni strah, ne, kadar Marijo ali pa Sergeja
govorijo o meni, ne, pa me ni zraven, recimo. Ne. Zadnjič sem razlagal nekomu, kljub je pa govoril o inštitutu, jaz ne rečem več moj inštitut, rečem o inštitutu, ki že dolgo ni več samo moj, ne. Ki sem ga jaz ustanovil, pa je rekel, da človek, kako si pa to upaš? Sem rekel, zato, ker zaupam. Zato, ker vem, da smo povezani. Ker na nek način naša srca skupaj bijejo. In meni je to jasno, če gre nekaj časa. Tako da me včasih, zdaj, ko smo bili hozili moje omenjene, da me včasih prav zmotko reče tvoj inštitut. To že dolgo ne več resno. In se mi zdi en moment, ko lahko nekaj preraste človeka. Ne? Da lahko nekdo, kot je zdaj Alenka v tajništvu, ali pa tutori, nekaj nosijo in jaz lahko mirno spim doma, zelo veliko pomen. Pa ne samo zame osebno, ampak tako pokaže, da nekaj živi in ni več odvisno od nekoga, ki je bil na začetku. Zgodba Lina v Raku v drugi hiši. Mama, ki skrbi za svoje otroke. V bistvu tudi zaupa, sicer malo niha razpoloženje, oziroma bi rekel lastna vrednost, ampak še vedno v mejah, rekel, ki so dovolj majhne, ne, hkrati pa v bistvu daje ta občutek varnosti. To hočem povedati. Ti imaš tudi nekaj v Raku. Tretji hiši, kaj? Ti imaš tudi nekaj v Raku. Tudi, ja, 3 planete. Meni se zdi, da je tukaj ta ideja duhovne družine prisotna, ampak člani družine so lahko tudi različni in nič hudega ni, če smo različni. S tem, ko smo različni, prispevamo v to celoto, eno širino, ne, in smo še vedno povezani. Ne. Ampak hotela sem še tole reči, a mislite, da bi bilo smiselno v to strukturo še dodatno vnesti 2 elementa. In sicer etični element kot nekaj stabilnega na dolgi rok in evalvacijski element v smislu neke kontinuirane samorefleksije in nekega konstruktivnega nadgrajevanja. Ja, bomo to etiko, na etiki se itak dela že ves čas, ne samo da se ni tako imenovala, ampak evalvacijo nam može biti enkrat predstavlja, kako se to dela. Ja, zanj sem na klubu mal, če boste želeli, z veseljem. Se malo evalvacije že imamo, ne? Jaz sem prav študirala to evalvacijsko metodo v okviru doktorskega študija, sem jo zelo temeljito naštudirala, tako da sem mogoče eno sistematiko dala, ne? Drugače pa itak skozi to obstoja, se vsak razvojno naravnan posameznik evalvira stvari. No, ker začne se v bistvu že z diplomo pa etičnim kodeksom, ne, potem se pa v bistvu to skozi na nek način preverja. Ne, sej nazadnje ljudje hitro zvedo, če nekdo ni etičen, pa se hitro začnejo stvari obračati. Ne. Ker mi smo le odvisni od tega, koliko ljudi pač vidijo v pozitivnem smislu inštitut, pa tudi same tutore, ne, in koliko v bistvu tukaj le vlada ena konstruktivna energija, ne pa destruktivna. Ne, ker destrukcija prej slej vodi seveda tudi izgubo gojencev in gojenk in seveda tudi strank in vsega. Da smo na nek način zavedno zavezani temu. Mislim, da je bila primerjan naš etični kodeks je bil primerjan z nekimi drugimi. Ja, jaz sem v etičnem kodeksu vašem videla neke stvari, neke kvalitete, ki jih še nikjer nisem, pa sem prebrala 500 kodeksov, ne vem koliko. No in ena izmed elementov, ki mi je zelo všeč, je to neka, tako sem si jaz razložila, neka sokratovska skromnost, ne bahanje. Recimo tega nisem nikjer v nobenem kodeksu zasledila, pa mi je bilo zelo všeč, zato, ker ravno to je potrebno zato, da ohranjamo ta konstruktivni pristop, da ne tekmujemo med sabo, ampak da se dopolnjujemo, da se povezujemo, da delujemo za skupno dobro in tako naprej. To je ta element, ki se je meni zdel zelo dragocen. Ampak to je že vgrajen noter, ker Neptun je v 9. hiši, ne, in predstavlja med drugim tudi kozmično maternico. Mi se na nek način zavedamo majhnosti. In ker se zavedaš majhnosti, ne moreš biti napihnen. In če pa si, te pa hitro korigira tisto ran zraven. Ne? Se pravi, v bistvu je noter vgrajen tak sistem, ki nekje
v bistvu ima tudi, ker smo prej govorili o samo evaluaciji na drug način. Se pravi, da tudi stalno testiramo, kako se pravzaprav odzivajo ljudje, ker ljudje so na nek način tudi luna. Ne? Se pravi, neka rekel, dimenzija, ki na nek svoj način pove iskreno, to pa mi ni všeč. Recimo. To iskreno, pa ta ni dobro. iskrenost je pomembna. Ja, ki iskrenost je tisto, kar je v odnosih poleg ljubezni na prvo mesto. Tako. Jaz svoje predavanje vedno začnem s Pitagorovim krogom znanja, kjer je sokratovska skromnost tista, ki je vodilo etičnega ravnanja. Ne? Sprav si pa šla na ta pravi inštitut. Ja. Si našla svojo korenino. Točno jaz sem od aprila tukaj in mislim, da sem veliko pridobila in upam, da tudi vi s kakšnim mojim prispevkom. Vsak človek nekaj prinese s seboj. Je pa tudi v času tranzitnega Plutonov zelo ugotovo. Skozi 8. hišo. Skozi 9. zdaj, ne? Zdaj sem bila na okrogli, danes je dan človekovih pravic, OZN, Svetovni dan človekovih pravic. In varuhinja je 8. organizirala na Pravni fakulteti eno okroglo mizo o pravičnem upravljanju in uravnotežanju različnih interesov. In je bilo zelo, zelo zanimivo. Ne? Med drugim ravno tudi nekaj podobnega, kar smo se tudi že pogovarjali, je bilo ravno. Tako da se tudi širše razmišlja. In tam sem zvedla, da dr. Pribac, s katerim sva se tudi povezala, zdaj pripravlja neko okroglo mizo o etičnih kodeksih v javnem sektorju na nekih takih bolj solidnih strokovnih podlagah. Se pravi, da se bo začelo govoriti tudi malo širše v javnem sektorju o etiki, o javni etiki. Tukaj so itak ljudje vedno v centru. Ne? In prvo mora biti interes tistih, ki so tukaj, pa so še naši interesi. In to je pravilen pristop. Ne pa, da svoje interese postavljaš pred interese drugih, ki so tvoje stranke ali pa tvoji klienti ali kakorkoli že, ali pa gojenci inštituta. Ne? In tukaj je sonce v 7. hiši. Ne? Se pravi, v hiši svetovanja, v hiši direktnega, vidite, strelec, ne, direktnega, rekel, in tudi ne nazadnje kozmičnega vidika, ne, ukvarjanja z drugimi ljudmi. Ne. Tako da v bistvu je pomembno, da je sonce v sebi, ne, to hočem povedati, ne, kot rekel, en simbol tega, kdo jo postavlja na prvo mesto. Se pravi, inštitut se dobro počuti, če se ljudje dobro počutijo. No, ko si to rekel, ne, pa Dalaj Lama si omenjal, ne, on je dejal, da ljudje so narejeni zato, da jih ljubimo, stvari so pa narejene zato, da jih uporabljamo. In da etični problem zdaj je to, da se ljudi uporablja, stvari se pa ljubi. Potem je napisal Kant, ne, ki je rekel, človek ne sme biti nikoli sredstvo, ampak vedno cilj. Ne, to je ta Kantov kategorični imperativ. Ne. Nikoli sredstvo, se pravi vedno v službi ljudi. Ampak, ko ste rekel, da je treba vedno druge postavljati. Ne? Kolikor sem jaz študirala etiko, je treba pravzaprav loviti ravnovesje med 3 dimenzijami etike. Etika do sebe, do drugega, sočloveka in do skupnosti. Se pravi, skozi loviš ravnotežje. Ker če si neetičen do sebe, tudi ne moreš deliti etičnosti z drugimi. Tako da ravnotežje je treba skozi loviti. In včasih postavljamo sebe malo nazaj zaradi drugega, potem zopet sebe uravnovesimo in tako naprej. Skratka, razmišljamo o dobrem, o najvišjem dobrem in za vse, vključno z nami. Ja, zelo vodnarjevo. Jaz sem vodnar. Vodnarjeva doba tudi, ne.
ker v bistvu na to naj bi bila, ne, bratstvo, enotnost, Ja. svoboda, recimo vse te stvari, ne, tako kot francoska revolucija, ki so se izkrvetno, se pravi, kompleten, bom rekel, set tega, ne, in to je ta, bom rekel, družbena etika, ne, tudi prisotna, seveda, ampak raste pa iz posameznika, oziroma kot je bilo rečeno, od spodaj gor, ne. Medtem, ker Pluton po zrogu pod zgor in vzdolj pritiska, ne, in poskuša z drugim narediti dobro, ne pa ljudem, ne. Ljudje so samo sredstva za njihove izpolnjevanje njihovih želja in njihovih interesov in tako naprej. Ne. Mislim, da je to pomembno, ne, ker če se širi ta glas, kolikor se širi, ne, rekel, Ja, to je v razvitem svetu, ne, identično, a ne, ne, ampak vprašanje pa, kako je v nerazvitem svetu, tam pa stvari verjetno še niso tako daleč. to je identično, a ne, za osnovno alkimistično idejo, pa za Jungovo idejo, pa za idejo psihološke astrologije, da se pravzaprav treba se vrniti k izvoru energija, ne, ki jo horoskop uporizarja, in ko se vrnemo v to energijo, doživimo, kot ste rekel, neko purifikacijo, ne. In potem enostavno spet zvemo, kaj je prav. Torej, se spet polno zavemo, kaj se sme delati, pa kaj se ne sme delati. To je zdaj pač, to je tisto, kar je pač identično s tem, kar recimo zdaj neka moderna, postmoderna etika ugotavlja. To je v bistvu Jung že ugotovil in spet prebudil, to so vedeli že alkimisti, to so vedeli astrologi več čas, samo se je pozabljalo. Ampak zdaj, kar enkrat ta ideja, a ne, svetovnega etosa je nekaj, kar smo mi že bili več čas, sam poimenovati je treba s pravim imenom. Ja, razlike so pa v izrazih. Ja, ampak mogoče jih je dobro malo poenotiti. Dobro, pa še to kakšno? Jaz bi mogoče še rekel, no, tako zdaj, ko poslušam. Recimo, iz malega predavanja se je videlo, ne, in to že vsi vrabci na veji čivkajo, recimo, da je kriza vrednot. Ne. In da v bistvu se mi zdi, da na inštitut prehajamo po neke druge vrednote. Ne. Po neke vrednote, ki v bistvu, govorili smo o skromnosti. Ne. Kakšna je to vrednota? Ne. Danes v družbi je težko, ne, spremljiva skromnost. Ne. Prav, dejansko prehajamo po neke vrednote, vsaj jaz počutam, ki so v družbi, mislim, te vrednote, ki so danes v družbi, nas razčlovečijo. Matjaž je rekel, stvari ljubimo. Ne. Danes sem po radiju poslušal na Valu 202. Mislim, sem se zgrozil ob tem podatku, jaz sem kako je točen. Ampak mi kupimo 3/4 stvari, ki jih uporabimo samo enkrat. Ne. In potem stavimo. Pa si morate misliti, kaj je to, ne? Kakšne vrednote mi imamo? Koliko hrane zavržemo. Koliko hrane, tudi to je bilo Polovico hrane zavržemo. Mene je ta podatek zgrozil, ne? Prav, kaj mi delamo, ne? Tako da inštitut se mi zdi v bistvu nas pelje nazaj v neke vrednote, ki smo jih pozabili mogoče. Ali pa izpok nismo. Mogoče bi mogel še omeniti, ne, da če je to 23. leto, je to konec adolescence inštituta. Se pravi, da smo odrasli zdaj na nek način, ne, in zdaj pravzaprav tista doba od 23 do Saturnega povratka, ki je zelo pomembna, da se razvije tudi na nekem novem. Danes je sanska matrica pokazala, da imamo strah stopiti v svet, pa da nas čaka nova hiša. In še jaz sem obesel hišo. To je neverjetno. Še jaz sem obesel hišo prinesla. Čisto intuitivno. To smo tudi na klubu se pogovarjali, zelo pomembno bo to leto, ki ga je Marija tudi omenil, v svetovnem naredu 22, ker takrat imamo Saturno povratek. Tudi to. 9. maja. To na dan zmage. Takrat se bojo tudi napake pokazale, ker bo Pluton v opoziciji s Kirom. Ja. V slovenskem. Slovenskem. V našem bo pa... Ja, tudi. Se je opozicija lahko i pozitivna. Zlopis MC. Opozicijo lahko vzame kot i pozitivno. Zakaj ne bi bili dobri odnosi z ozaveščanjem?
Običajno se je treba zmeniti, kdo bo vlekel manj na drugo stran. Tisti, kar začutiš. Ravnotežje, ne? Skozi ravnotežje. Napetost je, ampak lahko se zmenimo, da je manjša. No, tako. Pa ugotavljali smo tudi na sanski matrici, da mogoče lahko nekaj naredimo, ker je Jung samo teoretsko zagovarjal. On je videl to arhetipsko psihologijo, da bi mogla živeti v življenju, v svetu, v edukaciji. Ne samo za neke univerzitetne strokovnjake in to, ampak kot mi delamo v smislu skupin, predavanj, tudi javnih in tako, da se v bistvu ta nivo res pride v prakso, ne samo tisto teorijo, kakšna bi morala biti humanistična psihologija, ampak da se ta neposredno uči, trenira, skozi trening v skupini, v paru, skozi ta laboratorij. To se mi zdi res izziv, zdaj mogoče sploh s tem tranzitom. Tle je res nekaj, kjer se je Jung ustavil, ni mogel pač vsega narediti. Da sem nekaj razumeti, recimo, ali pa nekaj uporabljati, je to tako kot teorija pa praksa. Seveda, tukaj je... Za prakso rabiš najmanj 10-krat toliko časa, kot si za teorijo porabil, da si jo razumel. Tako da v bistvu je vedno ta proces dolg, ker ga je treba v bistvu spremeniti program v svojih celicah. To pa zahteva seveda delo na materiji, ki pa je gosta. Ja, to je kot neka čakra, ki jo je treba ustvariti, potem jo je treba ohranjati, potem je treba ljudi vanjo vabiti. To je kot energijsko polje. To nekaj časa rabi, da se ustvari, da lahko deluje. Se je treba ugotoviti, kdaj čakra je zaprta, zakaj je zaprta? Instituta. Ker struktur naprej. Koliko vas poslušam, sem ful presenečena, koliko mi je vse to, kar govorite domače, mislim. Pa si danes prvič. Ja, zato sem vas po moje najdla. Zdaj sem res v enem čist prehodnem obdobju, tako s ful koncev so spremembe, pa sem rekla, moram nekaj novega probati. Se vas tako oddaleč prek neta, prek knjig, sem rekla, spremljam že od lana, polet, ko sem odkrila, da obstaja psihološka astrologija. In sem res čist fascinirana in sem rekla, moram enkrat v živo priti, da vidim, kako stvari tukaj pri vas funkcionirajo. Moram reči, če boste rabili kakšno pomoč, se mi zdi, da imam tako podlago, da vam lahko pri ful stvarih kaj pomagam. Znam biti zelo strukturirana, tako kot filozofinja in jezikoslovka s feelingom za psihologijo. Sem tudi že zelo sorodne stvari počela, ampak tako pomalo na različnih koncih, ampak res. Po moje bi lahko najdel kakšne variante za sodelovanje. Meni bi bilo veselje. Se najdi. Že to, da si prišla, Ja, to je to. Vsak sam pride, je to. Pa naprej. Se tudi vidi, gledajo škorpioni, ki te enkrat not potegne, da potegne. Tega še Si v dobladam vortexu, čisto, ne? ampak tako. Meni se zdi, da je recimo v slovenski družbi tudi en velik problem, ki se zelo lepo zdaj kaže v zdravstvenem podsistemu, in sicer to, da si upamo priznati tudi napake. In da se iz napak učimo. Ne, da si predstavljamo, da moramo biti idealni, pa da mora biti vse idealno, pa da mora vse teči. Ne, živimo v svetu dualnosti in se moramo soočati tudi s slabimi stranmi. In takrat, ko si upamo priznati napake in stran poti, potem lahko začnemo to spreminjati. Če si pa ne upamo priznati, izrinemo v podzavest in potem se samo še stvari peljajo v napačno smer. Tako da se mi zdi, da v slovenskem narodu je treba razviti zdravo samozavest, to notranjo moč, da se soočaš tudi s svojimi pomanjkljivostmi, napakami, težavami in potem iz tega rasteš. Tako da to opažam, ko tako spremljam to etiko v posameznih podsistemih in recimo v zdravstvenem se zdaj prav lepo vidi, koliko napak se dela in tako naprej in se skrivajo in ljudje umirajo.
recimo smejalni plin. Namesto, da bi se s tem ukvarjali, preden zahtevajo višje plače za elito v zdravstvu in tako naprej. No, če se malo vrnemo še sam, mogoče bi Mojco malo izpostavil, ne, Mojca, ti si nas upisala v Kobis, ne? To je bilo tudi letos, ampak jesen, ne? To je tudi pomemben preboj, ne? Mislim, da paše k temu, da je knjižnica zdaj, postaja javna knjižnica, ne? V sistemu Kobis. Postaja vidna, ne? Tako da jaz sem se pred kratkim znebil svojih knjig, res kvalitetnih, kakovostnih knjig, ki sem jih študiral na začetku še v Londonu. Da je knjižnica zdaj malo bogatejša, pa tudi sicer nabavljamo knjige. Da dajte malo izkoristiti knjižnico. Ampak propos to, kar je bilo rečeno tule, ne, Pluton v Kozorogu nas je prisilil to, da smo kritični tudi do sebe, ker smo zaradi napak, ki smo jih delali, plačevali previsoko ceno. In je to tudi v 8. hiši, kjer je to finančna hiša. Se pravi, da je šlo tudi za to, a ne, to so družbeno finančna hiša, bi lahko rekel, ne, se pravi inštitucije, ki se ukvarjajo z tem, a ne, in ne nazadnje tudi zdravstvo na nek način s tem povezano. Ne. Se pravi, v bistvu se pravi, ne, kdo se bo vendarle ukvarjal s seboj, če mu ni treba. Vsak je na nek način prisiljen v to, zaradi določenih okoliščin v svojem življenju, da se začne poglabljati in da takrat pravzaprav s tem poglabljanjem rešuje svoj problem. Ker druge poti pač ni. In ko pridemo do te stopne, takrat se potem ta stvar začne sanirati in Kozorog prav vse je treba lepo razvrstiti, pa reči, to je tako. Vrstica pa postaviti. Ampak ali lahko to izkušnjo, ki ste jo zdaj omenili, uporabimo tako, da preventivno vključimo refleksivni evalvacijski mehanizem in pa to delamo sistematično, ne samo takrat, ko nas nekaj zapelje v težave. To sem jaz hotela prepovedati. Ja, se pravi, da delno deluje. Ne? Delno že deluje, ampak ni še to, kdo dela morda. Ne? Bi se dal dodelati. Ne? Ja. Ni to zdaj da boš povedala. naš način. A gremo se na kosilo? Ja. Oh,